Pozdravljeni v novičarskem delu skoka. Odvilo se je kar nekaj tekem, pa začnimo. Nogomet v regionalni ljubljanski ligi se je v 19. kolu v okviru skupine za prvaka v Trbovljah odvil lokalni derbi med Rudarjem in Kisoško Sobodo. Za goste je v prvem polčasu zadel Anže Drgan, v končnici srečanja je bil pri Sobodi po drugem rumenem kartonu izključen Aleš Burja, kar so domači izkoristili z golom Adina Deliča za izenačenje in končni izid 1:1. Po tekmi, ki se jo je ogledalo okrog 500 gledalcev, je Soboda ostala na 5., Rudar na 6. mestu. Tik za njimi so Zagorjani, ki so tokrat zanesljivo z 1:4 slavili v Kamniku. Prihajajoči konec tedna se bo v Zagorju odvil še veliki zasavski derbi, na mestnem stadionu namreč gostujejo Trboveljčani. V skupini za obstanek je Kresniška Kokta v Ljubljani remizirala 0:0 z moštvom Arne Tabor, enak izid je v Mengžu iztržila Jevnica. Upanje na obstanek je z remijem 3:3 proti Ivančni Gorici ohranil moravški Termit. V nogometni ligi MNZ Ljubljana, 5. rangu ligaške piramide, je Litija visoko s kar 0:9 klonila proti Dragomerju. V ligi MNZ Celje je Laško doma izgubilo proti vodilnim Zrečam, bilo je 1:3. Rokomet. V skupini ženske državne lige za razvrstitev od 5. do 8. mesta so igralke Litije v predzadnjem kolu doma premagale Velenje s 33-28. Jelena Gavrilović in Manca Kogovšek sta zabili po 7 golov za Litijo, ki drži 5. mesto. V moški rokometni prvi ligi se je igralo 24. kolo. Sevnica je v Radovljici iztržila točko za izid 29-29 in še upa na obstanek med drugoligaši. Na 8. mestu je Doltekaj Hrastnik, ki je tokrat doma klonil proti Grosupeljčanom 24-33. 9. pozicijo drži Herč Martno, v dvorani Pungart je s 26-25 premagal Črnomelj. Do konca sezone sta še 2 kroga. Kolesarstvo. Na dirki po Italiji so v nedeljo opravili z 9. etapo. Na sporedu je bil ravninski kronometer, na katerem so tekmovalci prečkali tudi slovito rečico Rubikon. Primož Roglič se je dobro odrezal in ostaja v igri za skupno zmago. Za vodilnim Belgicem Remkom Evenepoelom, ki je dobil kronometer, je v skupnem seštevku namreč zaostajal le 47 sekund. Zasavec je v nedeljo zaostal manj od pričakovanj in je tako v dobrem položaju, ko se karavana podaja v italijanske gore. Posebej še zato, ker je po etapi Evenepoel javil, da je zaradi pozitivnega testa na COVID-19 že končal z dirko. Tako Roglič zaostaja le še 2 sekundi v skupnem seštevku. Giro se bo končal 28. maja v Rimu. Namizni tenis. Darko Jorgić se je s svojim klubom Saarbrückenom prebil v veliki finale nemške Bundeslige. Odločilni tretji polfinalni tekmi so aktualni evropski klubski prvaki doma premagali Liebherr Oechsenhausen. K končnemu uspehu je eno zmago prispeval tudi Hrastničan, ki ga v naslednjih dneh čaka nastop na posamičnem svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki. V velikem finalu se bo Saarbrücken pomeril z Borussijo Düsseldorf. Kickboxing. V Sarajevu je potekal evropski pokal, kjer se je zbralo skoraj 1000 tekmovalcev iz 16 držav. Predstavniki Pundokvan Zagorje so domov prinesli precej medalj. Tina Baloh je zmagala v 2 kategorijah, Lara Indov se je zavihtela na 1. in 3. stopničko, Tija Bantan je bila 2-krat srebrna, bron pa je osvojil Miha Koban. Karate. Na mednarodnem turnirju Postojna Open so nastopili najmlajši člani karate kluba Trbovlje in v ekipni konkurenci osvojili 2 odličji. Malčki v postavi Anže Seme, Robi Strakušek in Tijan Čelan so bili srebrni, malčice v postavi Aneja Felič, Anastazija Ljepoja in Tara Vozov pa bronaste. Še strelstvo. Pred nekaj dnevi so v Murski Soboti potekale kvalifikacije za vstop v prvo B državno ligo. Strelsko društvo Kisovec se je merilo proti strelskemu društvu Gornja Radgona in zanesljivo slavilo, ter si tako priborilo vstop v višji rang. Kisovško četo so zastopili Tija Šiles, Nika Skubic in Gašper Judež. Nova sezona se bo začela oktobra. Tako, to je to za ta teden. Hvala za pozornost, ostanite na ETV. Srečno!